Čeprav ga je samo malo bolelo grlo. Ker so ugotavljali, kako je ta novica nastala, seveda nobena žival ni bila za nič kriva. Le pameti Slavi je bilo tako jasno, kaj se je zgodilo. Potipala je ježu čelo in mu rekla, da je verjetno že zdrav. Jež je bil tako vesel, da ne bo umrl, da je priredil gostijo in tam so si razdelili hruško, čeprav stvari ni varal deliti. Grozovica so proti divjalo. Ko se je nekega večera grozovica spravila spat, je zunaj nekaj zelo ropotalo. Vse živali so prišle v grozovičino toplino, ker jih je bilo tako zašla je ven in se zadrla, naj divjalo neha, naj divjalo pride ven in neha zganjati in naj neha podirati dreves. Prišel je ven majhen kosmatiček in povedal grozovici, da je on divjalo in da povzroča hrup, ker ga je vsako leto pa mama pošlje k teti na počitnice in vedno mora skozi to gosto, kjer so sami čudaki. Hotel postaviti rekord, ker mu je jež očital, da ga naprej le naj. Kaj mislite, kaj je hotel narediti? Mama. Hotel čim prej narediti več krogov za drevesa. Je to tudi? Pa kaj še en? Hotel je čim prej spliziti lepoto. Ja, to tudi? Da pa ti misliš? Pa da je zvelenca, da sta tekmovala, kdo je hitrejši. Veverice Sabine so predlagali, da bi postavili rekord v premikanju dreves, ker veverica že zdaj ni vedela, kje ima vse lešnike, je zato odšla domov. Dolgo so hodili in ko so prišli do potoka, se je Bog odločil, da bo potril v potok in s tem je bilo v hudi gosti vroče in grozovica se je hotela ohladiti. Na lakanju v nocu je ni pomagalo, v luži pa so se hladili že drugi. Grozovica se je odločila, da naredi kopališče. Za pomoč sta sploh poprosila Boga, da bi zgradil jez. Bogo je zgradil jez in posledica je bila ogromna poplava.